Danes smo četrti dan molitvene osmine za edinost kristjanov in obenem tudi slavimo god svete Neže, device in mučenke, ki je kot mlado dekle izpričala svojo ljubezen do Kristusa mučeništvom in so že slavili v 3. stoletju papež Damas, sveti Ambrož in drugi cerkveni očetje. Danes bomo vnovič Jezusa prosili, kako nekoč njegovi učenci, nauči nas moliti. In nas je naučil, podarjena nam je svojo molitev, ki je zaupna in sinovska in hčerinska. Kadar se kristjani različnih kristjanskih cerkva srečamo, vedno skupaj zmolimo Oče naš. To je naša skupna molitev, izrečena vsem Božjim otrokom. Je molitev upanja, je molitev upajočih. Sveti Ambrož, sveti Avguštin je zapisal: Oče naš, to ime zbuja v nas upanje, da bomo dosegli to, kar bomo prosili. Kaj namreč more Bog odreči molitvi svojih otrok, ko jim je že naprej dovolil, da so njegovi otroci. Molimo. Vsemogočni Bog, slabotne v očeh tega sveta si izbiraš, da ponižaš mogočne. Ko obhajamo god svete mučenke Neže, nam daj, da bomo posnemali v neomajni veri. Tudi prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v očesu Svetega Duha živi, da nas deluje in nas ljubi vekomaj. Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti, saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete v skladu z Božjo voljo. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste,
ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical. In tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Božja beseda. Zaupamo v tvojo dobroto. Zaupamo v tvojo dobroto. Doklej, Gospod, me boš vedno pozabljal, doklej boš skrival svoje obličje pred mano, doklej bom moral dajati nasvete svoji duši, nositi bolečino v svojem srcu dan za dnem. Zaupamo v tvojo dobroto. Poglej, usliši me, Gospod moj Bog, razsvetli mi oči, sicer zaspim do smrti. Sicer bo moj sovražnik rekel, premagal sem ga. Moji nasprotniki se bodo radovali, ker sem omahnil. Zaupamo v tvojo dobroto. Jaz pa zaupam v tvojo dobroto. Moje srce se raduje zaradi tvoje pomoči. Peti hočem Gospodu, ker mi je povrnil dobro. Zaupamo v tvojo dobroto. Aleluja, njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Nekoč je Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je: kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdanji kruh nam daje od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne vpelji nas v skušnjavo. Kristusov evangelij. Oče naš je najodličnejša in najpopolnejša molitev kristjanov. Z njo nas je Jezus pritegnil v svoj prisrčen sinovski odnos do očeta. Zato pri maši uvedemo v molitev z besedo: smemo takole moliti. S tem izrazimo zvišenost in te molitve ter našo majhnost in nevrednost. Ni samo umevno, da smemo takole moliti. Oče naš je že sam po sebi molitev za edinost kristjanov, saj je vsem skupna. Že s prvo besedo nas spominja, da smo vsi krščeni med seboj bratje in sestre, ker imamo skupnega nebeškega očeta. Sveti Avguštin je nekoč zapisal o tistih kristjanih, ki so zašli v krivo vero in se ločili. No, kjer molijo Oče naš, so še vedno naši bratje. Tudi zaradi omembe odpuščanja je Oče naš ekumenska molitev. Apostol Pavel pravi, da je sedaj Sveti Duh naš učitelj molitve. Saj ne vemo, kako je treba, zakaj moliti. Zato on posreduje za nas v skladu z Božjo voljo. Ekumensko gibanje je pred dobrim stoletji nastalo po navdihovanju Svetega Duha, in sicer najprej kot molitveno gibanje. Velike zasluge ima pri tem blaženi Anton Martin Slomšek, ki je leta 1851 ustanovil molitveno bratovščino ali apostolstvo svetega Cirila in Metoda. Molitev za edinost je doživljala svoj razvoj in rast. Do koncila je bila to skoraj izključna molitev za to, da se drugi kristjani, ločeni bratje, vrnejo v naročje katoliške cerkve.
Odslej pa je bolj v duhu ponižnosti. Molimo za takšno edinost, kakršno jo hoče Bog. Način in obliko zedinjenja prepuščamo Bogu in je ne določamo mi. Gospod nam bo pokazal, kako priti do popolnega občestva. Odkar je ta molitev odlepljena od misli o vrnitvi, se ji lahko vso dušo pridružujejo tudi kristijani drugih cerkva. Postala je skupna molitev in last vseh. Papež Benedikt XVI je zapisal, molitev za edinost je že zato uspešna, ker pomeni udeležbo pri Kristusovi molitvi. Edini bomo takrat, ko se bomo pustili pritegniti v to molitev. Ekumensko delo presega vse človeške zmožnosti in se najprej začenja z molitvijo, saj je edinost v prvi vrsti dar in sad Svetega Duha. Z lastnimi močmi in sposobnostmi je ne bomo mogli doseči. Edinost, ki si jo je Kristus želel za svoje učence, bo prišla le kot odgovor na molitev po delovanju Svetega Duha, ki brez prestanka obnavlja Cerkev in jo vodi do popolne edinosti, do popolne resnice.